Gospod Peterle, imamo omejen čas, bova kar začela. Takoj bova spregovorila o aktualnih temah, o katerih ste danes govorili v Strasbourgu, in mogoče tema, ki je zanimiva za nas, je ta biotska raznovrstnost. Ta tema je zame ena od osrednjih tem. Če ne bomo tega problema rešili oziroma ustavili umiranja rastlinskih in živalskih vrst, potem bo tudi za človeka zelo težko. Jaz sem včeraj ponovno opozoril na umiranje čebel, ki se nam dogaja leto za letom, se pravi, da doslej trendi v svetovnem merilu še niso bili obrnjeni in je res velika odgovornost na Evropski zvezi, pa ne samo na njej, da bi začeli razvijati oziroma veljavljati tako kmetijstvo, tak način kmetovanja, da bo v podporo biotski raznovrstnosti, da ne bodo več umirale rastlinske in živalske vrste. In jaz čedalje bolj razumem, zakaj je Einstein nekoč dejal, da če bodo pomrle čebele, bo šel človek za njimi v 4 letih. Čebele ne morejo umreti same, to sem včeraj tudi poudaril, zmeraj umira zraven še kdo v tej naravni verigi in mislim, da je skrajni čas, da se zresnimo, da se nehamo zadolževati pri bodočih generacijah in pri okolju. No, ko smo že ravno pri čebelah, tudi v Sloveniji smo imeli nekaj problem v zvezi s tem in z kakovostjo meda. Lahko mogoče to komentirate, kaj se je tam. Pravzaprav nekako se mi zdi, da javnost še do zdaj ni seznanjena, kaj točno se je tam dogajalo. Mene tudi zanima, kaj natančno se je dogajalo, ampak mislim, da razumem, zakaj je šlo. Čeprav kakšne razjasnitve bodo še potrebne. Zame je ključen podatek ta, da je tista oseba, ki je povedala nekaj podatkov, javno povedala, da so bile te njene besede vzete iz konteksta, da je stanje drugačno, da v medu niso našli nobenih vprašljivih ostankov škodljivih, ki bi šli čez dovoljene meje. Se pravi, da za potrošnika situacija ni taka, kot je bila na začetku z velikim pospeškom podana, in sem dejansko spoznal nekaj ljudi, ki so pometali kile medu stran, ker so bili na podlagi tega prepričani, da uživajo škodljivo hrano. Torej, bila je narejena škoda z nepozornostjo in to bo težko spraviti nazaj. Hkrati pa razumemo, da tisti, ki ne vztrajajo pri prodaji ali pa jih ne zanima prodaja medu kontroliranega porekla, za katerega vemo, od kje je oziroma kdo ga je pridelal in v kakšnih okoliščinah, tistim gre seveda situacija na roko, ker je bil zdaj zasejan dvom v kakovost slovenskega medu in s tem je bila čebelarjem prizadejana velika škoda. Jaz si želim, da se pogleda vse vidike zelo natančno, tudi to vprašanje učinkovitosti od države predpisanih zdravil, kajti v nekem letu se je Državna veterinarska služba predpisala neko zdravilo, ki po mnenju čebelarjev ni prijelo, oziroma je proti varoji prijelo zelo šibko, in so v skrbi za čebele, čebelarji šli iskati zdravila v sosednje države, kjer so ta na razpolago. Nekateri so si pomagali pa tudi z doma ali pa s pripravki, ki so bili na prodaj tako ali drugače, in si skušali na ta način pomagati. Jaz mislim, da morajo država, začenši z veterinarsko službo, ki je posebej zadolžena za čebelarje, čebelarji pa tudi proizvajalci raznih zadev, morajo stopiti skupaj in se zmeniti, kako bodo v dobro čebel, čebelarjev in seveda kakovosti čebeljih pridelkov nastopili skupaj. To bi od njih pričakoval. In seveda zelo pereče vprašanje je pa ta Schengen, nekontrolirano prehajanje mej. Mislim, da ste tudi o tem spregovorili danes Torej, o tem ne govorimo samo danes, tako rekoč ni seje oziroma zasedanja plenarke zadnje čase, da ne bi o tem govorili. O tem bo te dni še govora.
Mi smo pred velikim izzivom, ker Evropska zveza ni bila pripravljena na tak pritok beguncev na nekontroliran način. Zunanja meja ni vzdržala, ker tudi zunanje države Schengena, začenši z Grčijo, niso bile na to pripravljene. In seveda, ko pridejo iz Turčije po morju ladje na zasilo narejene z celimi družinami, številnimi otroki, seveda ne moreš teh ladij, ki so zelo slabo narejene, predvsem tem pošiljati nazaj ali napadati z vojsko. Takrat je na mestu humanost in tam so številni ljudje, ki pomagajo ljudem. Ampak s tem seveda pridemo do drugih vrst problemov. Ljudje, ki pridejo recimo na Lesbos, želijo priti čim prej v Nemčijo, ali pa ko pridejo v Grčijo ali oziroma v Makedonijo, v Srbijo, Hrvaško, Slovenijo ali celo v Avstrijo, želijo iti v Nemčijo. Mi smo imeli zelo malo prosilcev za azil. In še vedno jih je malo. Nekaj čez 100 samo. Enako velja za Slovaško, Češko in tako naprej. In seveda tudi v Nemčiji so zdaj rekli, mi imamo tudi svoje meje, svoje pragove, svojo politično občutljivost in gospa Merklova je že rekla, da ko bo vojne konc, bodo morali iti begunci nazaj iz držav, kjer se bo vojna končala. Zdaj, marsikoga zanima, kako se bo potem to res zgodilo, ker tako enostavno ljudi premikati sem in tja tudi ni. Tako da potem imamo tudi, ne gre samo za to, koliko neka država lahko sprejme oziroma je pripravljena sprejeti, gre tudi za politično občutljivost. V Nemčiji po incidentu v Kölnu, ko je bilo toliko žensk napadenih, je občutljivost za to vprašanje večje in se tudi začenjajo izražati ponekod nestrpnosti ali sovražnosti do tujcev. In jaz si ne želim polarizirane Nemčije ali polarizirane Evrope. Želim si seveda, da tisti, ki pridejo k nam, spoštujejo naš način življenja, naše vrednote. Seveda spoštujem identiteto vsakega in bi si ne želel, da če bili Slovenci, ki je begunci, da bili prisiljeni, da se odpovejo svojemu jeziku, svoji identiteti. Ampak mi se lahko integriramo v neko družbo, ne da bi izgubili svojo identiteto. Jaz bi rekel spoštovanje za spoštovanje. To je bilo tudi moje stališče, ko je šlo za begunce v Sloveniji v začetku 90-ih let. No in tukaj poznamo pa skupnosti ali linije beguncev, ki se ne želijo integrirati. Pravijo, mi ne delimo vaših vrednot toliko, da bi se z vami integrirali, zato mislimo živeti še naprej po svoje. Skratka, marsikaj bo treba premisliti in ta multikulti politika ali politika integracije ni tako enostavna, tako da veliko debat nas na to temo še čaka. Ja, veste, mogoče bi vam postavila to vprašanje, ker je zanimivo, da je Merklova, kanclerka Merklova je pred to begunsko krizo imela neko izjavo, v kateri je rekla, multikulti ne deluje. Se spomnim. Ni tako daleč nazaj, to mogoče 2 leti nazaj. In potem si je nenadoma premislila. Ali nam mogoče lahko poveste ozadje? Evropska ljudska stranka je velika stranka in imate mnogo kolegov iz Nemčije, ki verjetno tudi sledijo tem dogajanjem. Jaz mislim, da je ona v trenutku, ko je videla, tako veliko stisko ljudi, da je s svojim humanim občutkom iskreno prišla do besed, ki jih je izrekla in tako rekoč odprla Nemčijo na široko beguncem. In jaz ne bi obžaloval te njene izjave ali te njene humane odprtosti. Obžalujem pa veliko stvari, ki so te besede spremljale, tako po liniji evropske politike, ki ni bila sposobna se odločiti za enotno politiko, in tudi politike določenih držav, ki ne sledijo sklepom, ki so bili sprejeti bodisi na komisiji ali na Evropskem svetu. Tako da
Mi se vsi zavedamo, da to ni enostavno, vendar je Evropska zveza prišla do tega, da bo skušala s Turčijo urediti to vprašanje. Nič nismo rekli prej o ukrajinskih beguncih, če se ne motim, oziroma razseljenih, 2 milijonih razseljenih ljudi. Skratka, Evropa se mora odločiti, kaj bo delala skupaj in kako bo delala. Zdaj, če ni avtoritete evropske, potem bo seveda tudi Schengen razpadel, potem iz tega sledi razpad skupnega trga, potem bomo pa videli, kaj je pomenila stara Evropa, ko sem moral na poti iz Ljubljane do Bruslja stati na 3 mejah, 3krat odpirati prtljažnik in 3krat menjati valuto in dinar je bil na vsaki meji manj vreden. Torej, za trgovanje in izmenjave. Jaz si teh časov ne želim, jaz mislim, da državljani tudi ne, zato je danes velika odgovornost predvsem na voditeljih držav in vlad, držav članic, da se zmenijo, kaj bodo skupaj naredili in ko se zmenijo, morajo to tudi narediti. Če ne, bomo imeli veliko večje težave in veliko večje stroške za razpadanje Evrope, kot če bi se potrudili za skupno politiko. Skratka, ta evropska rešitev še ni se pripravlja, ker izgleda, da se države članice pač poskušajo same dogovarjati s svojimi sosedami. Ja, zdaj, če bi to veljalo recimo od Grčije do Nemčije in stvar se je precej izboljšala, mislim, da prihaja tudi boljšega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Na vsej tej liniji so begunci zainteresirani, da pridejo čim prej v Nemčijo. In kjerkoli stojijo, postanejo nestrpni ali še kaj drugega. Ampak, če bo Nemčija omejila število in če ne bo te vloge nemške prevzel nihče drug, potem je edina rešitev, da kontroliramo dotok beguncev oziroma da se zmenimo skupaj s Turčijo, kaj bomo naredili za ljudi, ki prihajajo, predvsem pa se je treba zmeniti, da se ustavi vojna v Siriji in konflikt v Iraku. Tukaj je tudi velik razkol med tako imenovanimi vzhodnimi članicami Evropske unije in zahodnimi članicami. Nekatere članice ne želijo sprejemati beguncev. Kako se bo tukaj ta zadeva urejevala? Ja, velja isto, kar sem že rekel, zmeniti se morajo, ne more vsak igrati po svoje. Jaz ne kriminaliziram Orbana, ker on se je odločil varovati madžarske interese, potem ko je imel blizu 40.000 beguncev pred mejo, Evropska zveza pa ni naredila nič. Jaz nad njim ne moraliziram, kot številni drugi, in videli smo, da so tudi drugi obrali to pot, ker ni bilo enotnega in učinkovitega evropskega ukrepanja in ga še vedno čakamo. Kako pa za Slovenijo? Recimo Slovenci se tudi, morda nekateri so zaskrbljeni, posebej po teh dogodkih v Nemčiji, za varnostni vidik. Pravzaprav informacije o tem, kdo so ti begunci, njihova struktura, teh je pravzaprav precej malo v medijih. Niti ne vemo, zakaj ljudje, ki bežijo pred vojno, ki so res ogroženi, ne želijo ostati v državah, ki so recimo varne ali pa, ne vem, begunci na vsak način želijo v Nemčijo. Na vsak način. Zakaj je ta potreba tako močna? So zelo zanimive, ker recimo mi, ki smo imeli izkušnje z begunci iz balkanskih držav, ljudje so bili presrečni, da so prišli na neko varno območje, kjer njihova življenja niso bila ogrožena. Tukaj pa situacija malo drugačna, oprostite, prosim. Ti begunci, situacija je zelo drugačna, zato ker recimo begunci po drugi svetovni vojni so bili veseli, kjerkoli so dobili zavetje in kjerkoli je kdo dobil delo, ali mladina izobrazbo in tako naprej. Ti begunci izbirajo sami, kam bodo šli, za njimi so agencije, ki begunce usmerjajo, v roke jim dajo priročnike, koga je treba v Nemčiji poklicati. O Sloveniji ne vedo nič, ker ni v tem priročniku zapisana kot destinacija, kjer se ustaviš.
Skratka, to je drugačna migracija. Zdaj, na začetku je določen del medijske scene, pa tudi politične, izrazito kritiziral tiste, ki so hoteli vedeti, kdo so tisti, ki prihajajo. Ne? Torej, najmanj je v interesu varnosti neke države, da ve, kdo je tisti, ki je prišel, da pove ime, priimek, da se legitimira oziroma nastopi z dokumentom. Ne? Potem je počasi prišlo do veljave argument, da je to treba vedeti, že v imenu varnosti. Ne? Tudi pri tem je Orban vztrajal, rekel, jaz hočem vedeti, kdo so, ne maram, da prihajajo ljudje čez zeleno mejo in ne vemo, koga imamo in s kakšnimi motivi. Ne? To Slovence seveda rekel upravičeno zaskrbljuje, ne? In incidenti, kot so bili v Nemčiji, seveda dvigajo to zaskrbljenost, zato je tem bolj občutljivo, kako ravnamo, kako ljudi sprejemamo ali kako jim pomagamo naprej, predvsem pa kako sodelujemo z drugimi. Mogoče omenili ste neke agencije, ki te begunce usmerjajo. Ja, zadaj so sile, zadaj tudi mafija, ki kasira od tega. Ne? Z katerih držav, v čigavem interesu je, da se ti begunci tako množično podajajo v Nemčijo? Ni prvo vprašanje, v katerem interesu. Lejte, Nemčija se je odprla, ljudje poznajo Nemčijo kot bogato, uspešno državo, ki tudi potrebuje delovno silo, ne samo 1 milijona, ampak več milijonov, in so si izbrali Nemčijo. Ti, ki pa so ob tem, pa k temu pomagajo, jaz ne bi nobenega zdaj prsta uporabil, oziroma bi kazal, kdo so tisti, ampak nekaterim je tudi v interesu, da se Evropa destabilizira. Ja, točno. In danes ste seveda govorili na to temo, kakšne so bile pa recimo debate, predlogi, kako priti do rešitev. Debate so še vedno zelo podobne oziroma zelo različne, kot so bile na začetku. Tle gre za izrazito razliko med desnico in levico. Eni še vedno zagovarjajo tako rekoč odprt pristop oziroma široko sprejemanje. S kakšnimi argumenti recimo? Gredo izrazito na humanistične argumente, zadaj je pa mogoče zgolj politični račun. Ne? In jaz mislim, da je treba ravnati odgovorno v skladu z evropskimi vrednotami in se zavedati tudi dejstva, da s tako široko migracijo se doslej nismo ukvarjali in da tudi zakonodaja, kakršno imamo, nekako ni prirejena na ta tip in na tak obseg migracije. Seveda desna druga skrajnost je pa, da se to migracijo ustavi, ali kako? Ja, pogledi so zelo različni. Lejte, država vsaka ima pravico se odločati, koliko bo sprejela. Ne? Ni kvot, kaj pa te kvote, ki so bile nekaj časa tako? Kvote se niso prijele. Beguncev ne zanimajo kvote. Begunci hočejo v Nemčijo, se ne pustijo administrativno razporejati po Evropi. Ne? Kvote se niso prijele. Države so bile celo za to, ampak begunci hočejo v Nemčijo. Ne? Ko bo to drugače, bo tudi razporeditev drugačna. Skratka, ali gre razprava v smeri večje zaščite Schengena in večja kontrola nad prehajanjem mej, recimo? Gotovo gre v to smer, to je bilo zelo poudarjeno. Ne? Treba je ojačati zunanjo mejo, ampak imamo problem. Grčija ima problem to zavarovati. Grčija je nekaj časa celo odklanjala evropsko pomoč. Ne? Zdaj napoveduje določene ukrepe, sem se prej z Grki pogovarjal, in napovedujejo večji angažma tudi vojaških sil. Ne? Bomo videli, če bo to pot prijelo, ampak ne gre samo za Grčijo. Ja, tako, to bi omenila. Recimo zadnje čase slišimo, da tudi Finska poudarja, da preko Rusije, da so še druge poti, ki se odpirajo. Ja, zdaj prihajajo na Finsko preko Rusije, ni noben pričakoval, ampak tisoči so prišli preko Rusije. Pa ta pot ni tako enostavna in tudi ni tako kratka. Ne? Ja, kako mogoče, da zaključiva ta del pogovora
kakšni so scenariji najbolj svetu, najbolj temen? Bom rekel takole. Če Evropska zveza ne bo našla skupnega jezika, če države članice ne bodo izpolnile tega, za kar so se zavezale, potem bomo prišli v veliko večjo stisko, v veliko večje težave, z veliko težjimi posledicami, kot če se zmenimo in izpeljemo. Tukaj preprosto ni enostavnih, pa tudi ni lahkih rešitev. Pri vsaki rešitvi bo koga bolela glava. Mi moramo doseči tudi drugačno razumevanje solidarnosti. Solidarnost ni samo to, da imaš pravico kdaj kaj dobiti. Solidarnost je tudi to, da nekaj daš za to, da se kdaj razdeli, kadar je treba. Ne more neka država, ki je ni dosegla in niso dosegli begunci, reči, nas to ne zadeva, nas to ne zanima. Kot recimo sem marsikoga iz Zahodne Evrope slišal govoriti, nas Ukrajina ne zanima, to je daleč od nas. Ukrajina mora vsakega zanimati, to je skupen varnostni izziv, enako je z begunci in tukaj smo pred izpitom in bi želel, da ga skupaj s Slovenijo, Hrvaško in drugimi naredimo tako, da nas bo manj bolela glava, kot če ne bomo delali skupaj. No, prej ste omenili, da tudi iz Ukrajine je pribežalo veliko beguncev. Ampak, tam imamo čez 2 milijona razseljenih oseb, notranjih beguncev, bi rekel, ampak če bi se tam začela spet vojna eskalacija, če bi se konflikt spet razžarel, dobimo lahko iz tega takoj 2 milijona beguncev. In ne bodo šli proti Rusiji. Ja, to so velika vprašanja pred Evropsko unijo in nekateri menijo, da je ta kriza pravzaprav ena najhujših kriz, s katero se Evropska unija sooča in da je tukaj lahko pride tudi do težkih posledic, kot ste omenili. Glejte, jaz bi še tole dodal, potem bom moral iti na naslednjo obveznost. Najmanj, kar si želimo v tej situaciji, je šibka ali polarizirana Nemčija. Nemčija je bila otok stabilnosti, gospodarske rasti, varnosti, pravne države. Danes se tudi nemški državljani sprašujejo, kaj je z njihovo varnostjo in kaj je s pravno državo. In to pomeni premike v političnem mišljenju in to pomeni premike v volilnem razpoloženju. Mi bomo lahko videli kmalu drugačno Nemčijo, kot jo poznamo danes. In zato je tudi odgovornost drugih, ali se bo zadeva obrnila v to smer ali v ono smer. Drug scenarij, političen, ki si ga ne želim, je ta, da bi Nemčija recimo obupana ali pa prizadeta zaradi nesodelovanja držav članic pri skupni rešitvi, rekla, če se ne moramo zmeniti, gremo pa mi na svoje. Kako bo pa potem izgledalo vse skupaj? Potem bo Nemčija gotovo lažje preživela marsikaj, kot pa bo preživel lahko kdo drug. Tako da tukaj so zdaj velike stave, gre za veliko igro in tle se ne moramo igrati majhnih iger. Ja, ključni dogodki. Tudi Brexit, tudi Britanci grozijo. Tisto je na koncu, boste videli, bo Cameron prosil Angleže, naj glasujejo, da ostanejo v Evropski zvezi. Ampak, če bo šlo pa vse drugo narobe, pa bo tudi Britance težko prepričevati, naj ostanejo noter. Torej, Brexit je zame manjša zadeva, kot je begunska kriza. Dobro, imamo še kakšno minutko? Je že 4 ure? Ja, moja je. Ja, ne, pa moram jaz iti, ker imamo ob 4. Ja, razumem. Želela sem spregovoriti še na temo zdravja, vi ste zelo zavzeti. Ja, ampak moram iti zdaj, ker ne morem. Dobro, v redu. Na postu ste bili, tudi letos? Bil. To pa potem pa drugič, ja.